Lahko sam še eno vprašanje, če nazaj sam na faks skočim, oziroma na študij. Zdaj, tako kot vidim, se te magistrske naloge delajo tako, da so že v bistvu čisto resni projekti, a ne? Skoraj dobro bi šlo, že v PZI naprej noter ali pa karkoli, ne? In čeprav vem pa, mislim, da Aleš, ne, da dobilc pa zagovarja, da bi se na faksu morali delati bolj odprte naloge, ki so lahko tudi take, da so lahko bolj out of the box, da tudi niso čisto realne, da tako. Če se vrnemo k temu, ne? In zdaj sem slišal že prav in kontra za obe strani, pa me prav zanima tako, kot s toliko izkušnjami, kaj... Glej, če hoče fakulteta znotraj univerze odigrati svojo družbeno vlogo, je, kot smo rekli, izobraziti neke, rečemo, arhitekte, ki so pa lahko projektanti, teoretiki, in ki daje, bi rekel, neke sugestije, kako je možno sploh naprej. To, kako naprej, je mistika. Ampak brez te mistike nimaš alternative. Ja. Ne? Mene so včasih vprašali študenti, kaj mislite, vi ste bili še v komunističnih časih, pa zdaj tole, ko je, ne, demokracija, pa to, kaj vi mislite, ne? Kaj je boljše? Seko, brez dvoma, taka avtoritativna država. Tam se ve, kaj narediš, odločiš in to se naredi. Ja. Seko, samo kaj, če tisto, kar narediš, ni prav? Če ni prava odločitev za jutri. To pomeni, da si ti v enem zelo globokem gapu, ker ne veš, kako naprej, ker sploh nimaš alternative, miselne. Kaj je razen tega? Res je vse bolj naporno v demokraciji, vse je bolj naporno, vse občutimo, ne? Ja, občutimo, ja. Ampak razprtih je pa ogromno možnosti. In v teh različnih možnostih potem nek sistem preživi. Tako kot bi rekel, kaj je bolj? En deževen gost, tam je vse pomešano, neke gnije, neke tam, to, ali en krasen, rečemo, buko ali pa hrasto ali pa smrekov gost, ena plantaža, ne, lepo gojena, vse čisto, tam ene deklice s pajčolani tečejo, z sončnimi žarki, pa ne vem kaj, veš, tašne slike, se predstavljaš idilično, ne, moje pesmi, moje sanje, ne. Ja, ampak tule en mali lubadar, pa gre vse hudičo, ne. Deževen gost bo pa preživel, ne, ker je tisoče različnih kombinacij in ne navidno preživi. In to je demokracija, ne. Naporno, včasih malo zoprno, ne, ampak za preživetje očitno, ne, tako se mi zdi, no. Ja, zdaj sprašujem. In je zdaj to podobno, ne. Zdaj pa neka fakulteta mora biti ta deževen gost, ne. Ona mora ven dajati možnosti, a se bo ena primila, ali se ne bo primila, to bo potem situacije pokazati. Ja. Ne? Zdaj pa, če ti delaš resne projekte, resen projekt je tist, ki ga ti prepoznaš ta hip kot resnega. To pomeni, odgovarja vsem pravšnjastim zakonodaje, splošnega okusa, splošnih uporab, ki so trenutno v rabi in tako dalje, tako kot se spodobi, ne? Ker mi imamo v bistvu vedno v družbi dva korektiva. Eno je etika in drugo je estetika. Ne?
Se pravi, če je nekaj prav, tisto, kar je družbeno vrednoteno kot prav, ne? Pravšno, ne? Rečemo, ta se dobro obnaša, ne? Ta dobro odreagira, ta na prav način postavi hišo v prostor. Ne? To pomeni, znotraj nekega konteksta, družbenega, zgodovinskega, tehnološkega, tako dalje, ne, kulturnega, sociološkega in tako dalje, so neke stvari, ki so pravšne, ki so etične. In znotraj tega, navadno kot refleksija tega, so tudi forme, ker vse, kar se dogaja v družbi, se slej ko prej pokaže tudi v prostoru, nekem fizičnem. Ker vse se dogaja v realnem prostoru, fizičnem. Se pravi, tisto, kar se tebi zdi estetsko, naj bi po tej logiki bile tudi etično. Ne? Ali tisto, kar je etično, naj bi bilo tudi estetsko. Ne? Ampak naj bi bilo. Aha, okay. In je znotraj dogovorjenih norm. Ne? Za višji razred veljajo neke norme in za njih način obnašanja, način estetiziranja in tako dalje. To je dogovorjeno. Ampak to je znotraj preko nekega časovnega prereza, kjer pa lahko je to različno po socialnih slojih. Višji sloj ima neko estetiko, ta ima drugo estetiko in tako dalje. Ampak ona funkcionira v tem smislu. Je prav, je tudi lepo. Ali pa ima pravo obliko. Ne? Problem je v tem, da pri našem, to sem včasih študentom malo poskušal, eno tako hipotetično stvar povedati. Ne? Če pravimo, da nek minimalizem ali pa modernizem pravi less is more ali manj je več, pomeni, da tudi manj je bolj etično. Zakaj? Nekaj, kar je bolj enostavno, Ja. ne? Aha, zato ker je v skladu z... Ker je s to formulo. Ne? Zdaj pa, in jaz sem imel tu pa potem veliko, in tako sem malo tudi verjel. Sem rekel, gledaj, stvari, ki so neka struktura, ki jo ti narediš in ki poskuša biti pravilna v smislu, ne vem, drevesa, ki raste tako, da porazdeli vse sile, tako da ta obešalnik za liste, ne, ki nastane, vzdrži, ne, in tako dalje, ne, pomeni, da če se jaz tega držim, ne, tega racionalnega, da na koncu bo tudi lepo. To pomeni, da če sem etičen v porabi materijala, nerazsipnost in tako dalje, ne nazadnje me bo to tudi nagradilo za neko lepoto, naprimer. Ne? Tako. Ampak jaz sem pa potem problem in to nekako mi je štimalo. Tudi tako, če sem kazal diapozitive, sem to. Ampak potem sem pa študiral ekologijo, pa deževni gozd, ki sem ga prej tam omenil, ki vse nekaj gnije, nekaj smrdi, nekaj in krokodil žreno, kača že metulje, ono tretje, vse je to, nekaj to in to. Ampak v tem tako minimalističnem gozdu, ne, on je ranljiv totalno, medtem ko tak je prepleten in ki je po našem estetskem prepričanju nagravžen, ne, je pa kraljica preživetja. In takrat sem rekel, vse mogoče je pa poleg manj je več, je več. In takrat so bile potem te teorije fraktalov, pa to, ne, nekih prepletenih struktur in tako dalje, ki so se začele pojavljati. In sem rekel, vse mogoče je pa to. In da ti, ko rečeš, občudujemo ene lepe vasice za cerkvico, za temi to neki orehi veliki, pa to ono, pa na gričko, pa ne vem kaj. Ampak pa, ne, v resnici je to
zacementirano eno socialno stanje izpred 300 let. Ne? Ja. Danes, ko se to začnejo neke fabrike, pa neki počitniški domovi, pa črne gradnje, pa ono, pa tretje, to nastane v bistvu ena golazen kot tukaj, ne? Ja. Ki je pa neverjetno odporna za preživetje, ker je tako socialno, delovno, kulturno pripletena. Ampak v tem primeru je v bistvu to slabo, da je tako odporna za preživetje, ko rata neko srače gnezdo. Ja, tu sem pa imel problem. A zdaj mogoče je moj pogled na to estetiko, problem tega tukaj v tej strukturi, enega, ne, če smo rekli, višji razred, ta razred, to, ne. Ker kam pa naj daš potem vse te favele, ki tvorijo že 3 milijone ljudi, ki niso nič, Ja. jih potem vržeš v smeti, ali kaj? Pa živijo, pa v nečem. Pa za njih je to neko okolje. A veš, mislim, tu začenjam jaz dobivati potem pa tudi sam pri sebi ene dvome, ne? Kako zdaj povezati to etiko in to estetiko, ne? Kaj je dobro, kaj je slabo. Jaz sem poskušal to na ta način si razložiti. Smo imeli v Italiji tam eno takšno delavnico. Ne? Ljudje, če prostor ni strukturiran, po linču pa po tistih vse, kar smo se učili, ne? Da ga ti lahko vgradiš v svojo mentalno sliko in ga lahko tudi funkcionalno uporabljaš. Če on samo ena zmeda vsega, ne? Potem je to končno slabo tudi za tistega, ki reče, lej, jaz bom postavil kar nekje nekaj, kar jaz to hočem, ampak note bom neko dejavnost imel. Samo ko jaz te dejavnosti več ne najdem. Potem se začnem spraševati, ali je ta moja samovolja v prostoru še tudi zame koristna. Ali se začnem potem spraševati, kje pa je zdaj tu urbanizm, da naredim ali to je vred, ne? To navadno se zgodi, veš? Ja, Najprej ljudje so za popolno permisivnost, potem, ko se ona zgodi, se pa začnejo spraševati, čakaj, kje pa je zdaj stroka? Ne? Ja. Zdaj, sam problem je v tem, danes v prehodnem obdobju, upam, da so ljudje ušli v virtualni prostor, da se v resnici ukvarjajo bolj z ekrani kot realnim prostorom. Kot pravim, ne, greš študenti risati naprimer v Verono ali pa greš risati ne vem kam, ne, na en trgec, ne. In študenti, namesto da bi prostor dojeli, oni grejo noter, ne, svoje računalnike. Potem moraš drmati in po par dneh reče, se pravzaprav to je lepo. Ne? Se pravi, ljudje, ki so danes toliko okupirani s tem virtualnim prostorom, tega niti več, se vidiš, hodijo po cesti, gledaš v ekran, se ne gledaš po ulici. Ne? Sploh več tega prostora mogoče niti ne rabijo ta hip. Ne rabijo pa zato, ker niso ozaveščeni, da ta prostor bi lahko pomenil veliko kvaliteto njihovega življenja. Ne? In a je zdaj to samo prehodno obdobje? To me ne zanima. Ne? Tako kot se vsako stvari nažreš, ne vem, kdo je še danes na Facebooku, pa ne vem, kakšnih Instagramov, mogoče še, ampak drugače pa lej, da boš imel 3500 prijateljev, ne, ali pa ne vem, jaz se spomnim tam ene kolegice, ne, krajinarke, vse sestanke sem to škrol, pa moram vsakmu odgovoriti, rečeš, kje si ti? Kje si, ja. Kje si? Ne? A se bomo to malo nažrli, pa bomo rekli, ok, zdaj pa to so sicer krasna pomagala,
ki mi omogoča, da imam več časa za to, kar je realno. Mogoče, ne vem. Ja. Ali je še Vsa ta pomagala nam do zdaj niso prinesla nič, nekaj časa. Ne, nič. V bistvu, Ne, vzela. kaj? Vzela so nam Ja, čas. ja, ja. Tako kot nam tudi je digitalna tehnologija toliko papirja, kot smo ga zdaj porabimo, Tako. nismo še nikoli. Ne. Ja. Vse to, moram priznati, tam ne snima, tole so odpadki. Kaj? Tole so Ne, odpadki. nasprotno, to bomo vse, to boste podpisali, pa bomo vse obesil tlele na stene. Ne, čakaj, glej. Ne, tako da to so zelo kompleksno vprašanje. Ja. In seveda človek je radoveden, kam bo to še vse vodilo. Ne? Absolutno človek ne sme biti ludist, ne? Da bi mašine toliko zato, ker bodo zelo dela, pa ne vem zakaj. Ampak videti v tem priložnost. Ne? Ja, zato jaz mislim, ja. Ne? Videti priložnost in videti tudi na faksu, kaj pa iz tega lahko narediš mimo ludila množice. Ja, to je zelo dobro rečeno. Ne? Ker nekje mora biti mesto, ne? Ja, mislim, eksperimenta pa razmišlja za naprej. Pa tudi neke stvari prihajajo in so tukaj, kot se reče, arhiv tudi z tega. Zdaj ti si lahko rečeš, to ne maram, to si bom oči zatiskal, to neki. To je najbolj tipičen primer za ta umetna inteligenca. Zadnjič sem z enim, ne vem, kaj smo že debatirali, pa sem rekel, jaz to kar precej uporabljam. Aha, kaj pa to? Ja, pa sem sam besedo omenil, recimo zapisati. Je bil takoj cel plas, koliko je to slabo. Sem rekel, čakaj, zdaj pa poslušaj, jaz ne uporabljam to zato, da jaz ne bom napisal. Jaz sam sebe prisilim, da še vedno napišem maksimalno, recimo blog, maksimalno dober, kolikor ga bom lahko. Edina razlika, kar je zdaj, je to, da imam jaz tlele enega, ki bi imel osebnega trenerja, pa mu rečem, daj mi, zdaj pa ti to, ker sem jaz vse od sebe dal, da sem napisal, napiš še boljši. Ja, ampak potem pol pa še v to noter moraš pa tako, kot je Pavlin naredil, malo še ti svojo roko. Ja, ne, pol pa jaz to preberem, pa vidim, pa mu včasih še celo rečem, kaj si pa spremenil, ker so tako drobne spremembice. Tukaj to besedo, pa pa tret neki se čist na slovnico nanaša, recimo, če pišem v angleščini, ker nisem toliko domač kot v slovenščini, nekaj se nanaša pa čist na stil, ne, ampak ti lahko to uporabiš, torej, da boš napredoval, lahko pa, da se boš polenil. No, jaz sem, tebe je odvisno. Veš, kako pa jaz za to uporabljam, se ne dolgo. Jaz sem vržen tekst, pa noter ene misli, ki niso čist povezane s tem tekstom. Zdaj on ne razume, kaj hočeš. In začne bloditi. Ja. In potem vrže ven kup enih, tudi mogoče nesmislov, ki so pa zame kot za ona, veš, logarco iz kave. Je nek vzorc, rečem, vse zanimivo, gledaj, tole, pa tole, je pa zame kar za neka spodbuda, da v tej smeri tudi če malo nekaj razmislim. Se pravi, iz mojega teksta, ki je v moji misli hermetičen, jaz vržem noter nekaj, kar mi tale moj red, to mojo zadovoljstvo poruši in me zdrami in rečem, čakaj, se pravzaprav, gledaj, se še te razsežnosti pa še nisem pomislil. In me prisili, da jaz tudi to naredim. In toliko časa manipuliraš, tako kot pri projektiranju, to je isto. Obračaš. Jaz vem, da pomembno je, da mu na koncu rečeš, vrni me na izvorni tekst. Tistega, ki smo ga dal noter. Pa pol? Zato, ker jaz potem vse to, kar on nalaga zraven, jaz samo tisto izkoristim, ampak v drugačnem kontekstu, kot mi ga naredim. Seveda, zdaj še zmeraj. V svojem, mojem. Tako,
Točno to, ja. To je to. Ja. Ne? To je tako, kot če grem v knjižnico, literaturo, ne? Ja. In zdaj gledam to literaturo, noter si spisujem citate in to sem delal isto. Ker jaz sem ga včasih tudi rečem, daj mi vire, daj mi tam to, mi da vire, dobim literaturo, da iz te literature to in to me zanima, caka. Zdaj pa, če bi hotel pa biti zelo strikten, bi šel še v knjižnico, pa še sam pogledal to, da mi ne bi nekaj fejkal, ne? Ja. Ampak v korpusu mi omogoča, da to izoblikujem, da nadgradim tisto, Tako, da kar človek sem jaz. Nekaj naredi sam bolje. Ja. Ja. Še dodatno orodje, ja. Ne, ker on poleg moje te misli, on potem še naredi komplot enih tisočih drugih avtorjev in kaj, ne? In iz tistega je kakšna misel, ki me lahko spodbudi, da tisto svoje dopolnim in avtorsko pač tudi potem interpretiram, no? Ja. Kot so besednik, no? Z nekom, Ja, tako, kot- midva se saj pogovarjava, rekel, zdaj kot midva nek se zdaj tutor, pogovarjava. tako. Midva se pogovarjava, tvoja misel spodbije pri meni neko misel, grajeno, in jaz sem danes, na primer, bogatejši za neke tvoje misli, ti mogoče za Jaz pa moje. za in veliko tako dalje. vaših. Ne? Ja. In tako, Veliko vaših. to je to. Super. Veš kaj je to. Kaj? Ne, mene je ta pedagogija, mislim pa vodene šole, me kar vznemirjalo, no, se mi zdi. Tako, tudi Ja, saj to se ni izgledalo, mogoče kolegi niti so vedeli, se lahko bi enkrat malo to pokazal, koliko je bila to enega študija, ne, pa razmisleka, kakšno smer iti, pa kaj, ne. No, ampak to se je čutil, ne. Saj, ker sem se malo pripravljal na to, sem razmišljal in sem pol ugotovil, po mojem mene osebno pravzaprav nikoli niste učil, ampak vseeno, ko sem pa razmišljal, koga povabiti, tako kot legende iz našega faksa, si bil pa pravzaprav prva misel, vi pa Suhadolc. Pa je čisto, on je dobro, Ja, čisto druga ja, baža, ja, ne. glej. Ampak to, dobro, pa še Aleša, ki ga Ja. pač sem, Ja. ki je sploh za mano na faks prišel, Ja. ampak je res legendaren, Ja. tudi pa je, sem že zdaj, ker sem v že biro hodil na njegova predavanja poslušati in je bilo fenomenalno, ne. Ne? Tako da, ja, Ne, ker Aleš je, ne, vedno smo rekli, najbolj načitan, ne, arhitekt. Ne. Pa ne samo, da je načitan, ampak on je v resnici za stvari, ki jih je predaval, si jih je šel osebno si jih gledati. še pogledati. Ja. Ne. To je zelo pomembno. Ne. Ne. Evo tako. Se dobiva včasih, malo kaj pokritizirava, ampak ne preveč. A veš, mislim, da nisi, a veš, kot tiste stare gospe, ko z dežniki mahajo po mladih puncah, ki imajo kratka kila, pa jim trgajo nogavice, ne? Ne? Ko češ, ne? Pokvarjena mladina, ne? Ej, vsaka doba svoje, ne? Ja. Vsak mora na nek način zgraditi na novo, ne? Svoj svet. Ja. Tisto, kar mogoče sem vedno pogrešal, da se pravzaprav premalo ve o prejšnjih generacijah. Ne? Mi smo imeli Ravnikarja in je bil Ravnikar, potem še Mihelce so poznali, da so bili neki arhitekti tudi živi, ne? Nek Rorman, pa nekaj Penčič, pa to. Ne? To nisi vedel, ne? Pa sjajni, ne? Neko razstavišče, ne? Že. Ne? Bi pa bilo prav, ne? Da bi nekdo povedal, da je bil še kakšen arhitekt pred vami in tako. Ne? Ja, pa sej tega je bilo, no, ampak res. To, Ja, ne, pri ale- meni je Ne? bilo. Ne? Če je Aleš predaval. Kako če? Če je Aleš je zdaj potem Ja, predaval, Aleš ker je ima imel to zdaj zgodovino. ne. fenomenalno. No, recimo Ja. vsi, ki so k Ja. meni prišli v biro, Ja. so rekli, njegova predavanja Ja. pa res top. Ne? Ja. In, dober, jaz sem ga bolj spoznal, prej
gleda, ne v bistvu, kar je smešno, Ja. da moraš iti na drug konec Ja. sveta, da se Ja. spoznaš z nekom tukaj. Ja. Ampak pa sem šel res prav njegova predavanja Ja. poslušati, to je bilo Ja. fenomenalno. Fenomenalno. On je res, on je tako, kot vi, rojen pedagog, Ja. predavatelj. Ja. In prav žal mi je, no, da to bi jaz mirno lahko še enkrat šel poslušati. Ja, se. Ne se. Lej. Bomo. Jaz sem ga štimal, da bi to posnel, ne? Da bi Ja. to posnel pa naredili tako zunaj dostopno, ker je res škoda, da bi, ampak ne vem, bom videl, če mogoče ga pa prepričam. Zdaj ga moram najprej sem dobiti, da tole Bomo. narediva. Bi Old Boysi naredili eno šolo. Ja, no se zato Predstavljaš? sem, zato Tisto, sem, veš, tisto, ko gre v Evropa, tega banko. ja, on tisti, jaz sem videl tisti film, ja. No, ampak zato sem to vprašal prej, ker mene dejansko zanima, kakšno šolo bi nekdo, ki ima toliko izkušenj, tako kilometrino, pa še na mestu, ne samo Ne, jaz bi- projektanta, ampak dekana, pa vsega, kakšno šolo No, bi naredil. jaz ti povem, Zdaj sem veliko sem zvedel, da zelo hitro eno dobro šolo Ja? narediš. Ja. Zato, ker predvsem na, pa ne rečem posvečenih, ampak ljudje, rečemo tudi vodopilc, ne? ja, On je posvečen, ne? On je bil temu svojemu poklicu posvečen. Kaj resno je imel, ne? ja, Ne? Odgovornosti do stroke, do študentov, do sebe. Ne? Tudi tisto, kar je sprojektiral, je malo projektiral, ampak zelo dobro. ja, Brez dlake. Ne? In če bi imel, naprimer, ene 3-4 take seminarje, je to kot to. ene male krožke, pa predmete, ki se na to vežejo. Ja, to je to. to narejeno. Ampak potem rečeš, te morajo pa imeti mir, da to svoje, kot sem prej za matematiko rekel, Ja, da to, temeljito pravzaprav se spoznajo z naravo arhitektovega ustvarjanja. Ker to, da se ti naučiš mehanko, pa da se naučiš zgodovino, pa to ni ustvarjanje. je mehanka. Tisti je potem, da lahko ustvarjaš, rabiš, bi rekel, material, ne? Ali pa znanje, ne? Ali pa tehnologije, ali pa ne vem kaj. Ampak to ni bistvo ustvarjanja. Bistvo ustvarjanja je sam ta akt, ne? Kompozicije tega v celoto. Ne? Koga bi na povrgoval pa zdaj skupaj? Koga bi dal? Ja, Ja, ne. Rečemo, da bi imeli čas, ne? ja, Da bi imeli čas. ja, Bi vzel Marušo, ja, pa bi vzel, rečemo, Vasota, če bi imel čas. Ne? Pa bi vzel Roka, ja, se mi zdi. sigurno. Ne? Tako od teh, ne? Ja, Teh, težko, mogoče še Krusca. Ne? Ne? Sam bi mogli imeti čas. Ne? ja, da se temu posvetijo. Veš, Maruša nima časa. Ne? Ja, Ona strašno ve, kaj je prav. Ona ve kaj bi bila dobra šola. Ve. Ja. Se končno jo ima v biroju. Ne? ja, Vse ima. Ne, in vedno vem, da pa je potem na moje slabo vest trkala. Ne? Rekla, pa mi se moramo dobiti, pa da se kaj zmenimo, pa ne vem kaj, sem rekel, Maruša, lej, na parkingu mi je to rekla. Ne? Sem rekel, greva gor, se bo zmeni. Zdaj imam pa službo. ja, ja. Čakaj, služba. Katero misliš služba? Je biro. Jaz sem rekel, si tu v službi, ne? A veš, mislim, Ja, ja. ta situacija, ki se niti ne zavedamo, ne? Da je malo čudna, ne? Ja, Ne? Ker ona, kadar ima čas, ne? Se res tudi posveti študentom, ne? In tudi, moram reči, da je formirala kar nekaj dobrih arhitektov, ne? Veš? ja, ne, ona je zelo dobra. Jaz se spomnim, takrat, ko sem pol
pripeljal te dva Avstralca sem, iz tega, ker sem jih spoznal na tem Market Master klasu, pa sem rekel, moram imeti še nekoga tukaj iz našega Farajna. Pa če sta ona dva moška, imel žensko in sem pol Marušo. In takrat je bilo super, zato ker takrat sem jih odlimal, pa smo šli na Kekčevo domačijo in je bila en teden, se je pa res lahko temu posvečala. In je bilo ona je, vrhunsko. Ona je tudi rojen pedagog, ne? Veš. Pa ne vem, Potem če je prav tako predavateljsko, ne vem, če je toliko močna, samo res veliko pa ve, ne. Veš kaj je? Vojteh Ravnikar, ne? Ja. Ko sem ga pripeljal, sem ga, glej, to lahko rečem, sem ga, Ja, se v redu. ker to sem, glej, se mi je očital da sem bil avtokrat, pa ono patrioti, glej, samo meni je bilo čisto jasno, vedno sem razmišljal 10 potez naprej, kot pri šahu, kam to pripelje. So stvari bile mogoče stvari malo grobe za ene, prehitro, pa to, pa ono, ampak meni je bila čisto jasna slika sinergije, ki se bo z nečim ustvarila. Ne? Ja. In Vojtka, ko sem pripravil, pa se nima, on 2 besed ne zna povedati, ne vem, če si ga ti doživel. Ne. Nekaj mečkal, ne. Na kak način je on ustvaril eno karizmo, ki jo nihče ni presegel zdaj na šoli. Oče Ravnikar ta star, ne? Ja. On je nekaj momljal tam, nekaj vzdihoval. Lej, to je bil, list bi lahko padel na tla, bi slišal. Študenti, ko je umrl, to so jokali, generacije so jokali na grobu. Se pravi, sam ta retorika, oziroma ta retorična stop trak, ne? Ni edin način, ne? Kaj ni? Ni edin način. Verjetno res ne. Ne? Ja, mislim si. On je vzpostavil eno napetost, da bi iskre letele v prostoru, veš? Pa z neko tak nonšalanco, pa z enim bon vivanstvom, vedno malo vina zraven, tako. To se je ustvarjalo neverjetno. In za sabo pustil dosti ljudi, no? Dosti. Tudi Maruša, ne? Ne nazadnje, ne? Veš? Tako da, a veš, in Vojteh je bil neverjeten. Jaz sem ga vedno povabil, če smo imeli kakšno delavnico, pa je imela občina kakšen problem velik, tašen, nerešljiv. Nerešljiv. Ja. On je prišel tja, je sekal gorski vozo. Pogledal, pa. Taka lucidnost, to se sploh ne moreš predstavljati. Ne? To je, ne, to. Tako da, en pa zgleda lahko, da je, ne, erudit, ampak na koncu nikaj, ne. Ne, sigurno, če bi moral zbirati samo to, kar je imel mogoče on, potem pa nastop, potlej imam rajš to, kar ima on. Ja. Če ima pa en tak, kot je on, še nastop, je pa po moje. Ja, sam veš, on je imel predavanje, ne vem, za 300 ljudi. Ja. To je bila tišina. Ja, očitno je znal. Sej, torej je imel tudi nastop. Počas, Ja. tisto, čas. Sej tudi vodopilc, Ja. mislim, Aleš ne dela nobene drame na predavanju. nobene drame. Pa je. Ja, tak. Ja. Ne. Nobene drame, nobenega teatra, Ja. nič. Ampak je, No, tu bi vodopilca bi vzeli iz tega, penzione. iz naftalina, Ja, jaz bi pa bil dekan. tako, evo. Ne, tako je naredim, tako šolo pisal. Ne. Zelo je imel željo, da bi bil dekan Vuga, ampak sem mu povedal, glej, on bi imel željo, da postanemo mi svetovna klasa fakulteta. Zdaj, ko veš, ne, tuji predavatelji, ono, tretje, četrto. Ta poskus je bil tudi v Gracu
in so dobivali potem neke tujce, pa ne vem kaj. Šola se je čisto razpadla, ne? Ti tujci ni imel časa, ni imel interesa, ni bil vgrajen v ta lokalni kontekst. Ni tega jedra. Seko, gledaj, ti si predstavljaš takole, če bomo mi eno dobro lokalno letališče, ne? Ja. Iz katerega greš tudi v London, ali pa greš v New York, ne? Potem smo ogromno naredili, ne? Ker za to, da boš pa ti tukaj Gatwick, ne? Pri 2 milijonih nimaš kritične mase. Ne moreš, ne. Ja. In je boljše, da smo mi dobro lokalno letališče, kjer imaš ti 2, 3 super produkte, ki grejo potem v London. Se je izobraziti. Vse tako je bilo. Ja, ne delati, do izobraziti. Ja, tako ne? je. Ne? Tako so. Vse te so šli vsi. Na EE so šli, ne? Pa na Belahe so šli. Tega zdaj ni, ne vem koliko. Ne? Pa so vsi od Vuge, potem zdaj na konc Dekleva, ne? Vse te so bili tako, ne? Tudi Perovič tudi, ne? Evo, to je to. Še 2 malo za hec, No, za daj. konc. Kaj je to, vi ste rocker, ali kaj, ali s kitaro ste igral, ali v bendu je špilil? Ne, veš kaj, jaz sem bil ravno na prehodu, ko je Bilak bil rocker, moj sošolc iz gimnazije, ki sem ga naučil kitaro, je postal rocker. Ne, ne, mi smo bili, to je bilo obdobje, torej tako, no. Najprej osnovna šola, ne. Z Ivom Mozerom smo naredili orkester, stara 12 let, ne. In smo nastopali, ne, na nekih plesih pa to. In smo šla potem, rečemo, stara tam 14 let za 3 mesece igrati v Portorož. Potem smo pa naredili nek band, ne, takrat so bili Shadowsi, ne, neke električne kitare. Jaz sem potem igral na veselicah, da sem zaslužil za te velike ojačevalce, pa kitare, to je bila celo premoženje, ne, električne. In smo mi bili kot električni band, moja sošolka Haberl, Ditka, pa potem Alenka Pinterič, s katero sem skupaj igral v Lutkovnem gledališču. Kaj, Ditka Haberl ima sošolka? Ja, seveda. Opa. Pa potem Alenka Cilenšek in tako dalje. So pa bile Chains, ali ena vrsta dekliški bitli. Ne? In potem smo to igrali in vadili, ne vem kaj. In smo šli tudi na Pokaži, kaj znaš. So prišli iz Ljubljane, fantje, pa Tadej Hruševar, pa ono, ne. In smo to mi igrali, oni so pele. In so potem ta žirija rekla, no, fantje, lepo vas je bilo videti, ne. In smo šli domov, oni so pa cuknili v Ljubljano, ne. Tako je to bilo, ne. No in potem pa gimnaziji sem še, oziroma v gimnaziji sem igral, tisto smo kar nekaj igrali, potem ko sem prišel študirati, pa prvi letnik, pol leta sem še hodil malo igrati, potem pa sem videl, da tole ne bo šlo in sem vse prodal. Aha. Zdaj pa imam doma tudi enih 6-7 kitar, pa vse 6-7 ojačevalce, kitar. pa še klavir Opa. sem si kupil, pa še ti sem se malo naučil. Wow. Pa malo tako, tudi kakšen CD naredimo pa to. A ja, celo tako? Ja, seveda. Ja, super. A CD ali date na Spotify pa? Ne, Apple Music. ne, to tako bolj za... Potem kakšno študentko nahecam, da kaj poje, ne? In bi lahko tudi bile, po mojem, dosti uspešne, samo bile, so ugotovile, da je to odprt kruh. Da boš v arhitekturi. In so dobre arhitektke, no, mislim tako, da... Ampak bom pokazal, no, No, fino. kakšen, vam dam en CD. Krasno. No. Sicer ne vem, kam ga bom dal. A ja, ključek. Ključek No, bo pa lažje. ključek bom dal. Ja, ker CD-ja dobesedno nimam več kam utakniti. Ne, in tako da, seveda, če zdaj pogledaš tele
fante, ki so ostali, ne, v tej rock sceni, lej, vse, tudi fajn, ne. Muzika je fajn, ker takrat bi rekel, da vsak, ki je bil kasneje uspešen pri osamosvojitvi, je bil prej kitarist. Rupel, Jazbinšek, to so bili vsi kitaristi, ne. A veš? Takrat pač je bilo to sredstvo, da si se malo postavil, ne. Ja. Pa ni bilo treba dosti znati, ne. Če je bil fajn ojačeval, si malo pretegnil, to je kar kričal narod, veš. Jaz, ko sem prišel na šolo, nisem priznal nobene avtoritete, ne. Veš, kaj, če tam tavžno tudi rjove, ko ti igraš, ne. Ne. In tudi z Ravnikarjem na ta način smo se pa res nekako spoznali, ne. Skratka, no. Kako, kaj je bilo z Ravnikarjem? Ne, on je rekel, da bi risal tam neke načrte, oziroma neke perspektive. Ja. Zdaj pa on je edin, ki je risal perspektive za natečaje. Veš, kaj je bila ta, kakšen privilegij v 3. letniku, ki je prvi letnik seminarja, Ja. da te preče, da ti za njega rišeš v ta velikem kabinetu, ki je nedostopen bil za študente. Ne? In jaz sem potem prišel tja, sem rekel, lahko, rišem to. Ne? Sem šel domov po 4-kanalni magnetofon, stereo, pa muzika. Je hodil sem, pa tja rekel, kaj je za tole? Sem rekel, drugače ne moram risati. Dolgo lasec, se priznaš? Tašnega tist, veš, ko imaš tašnega kozlička, ne? Veš? To je tako približno izgleda, ne? Ne, tako na svet. Ja, sej. Pa brki so mogli biti, ne? Potem pa takole, potem je pa bil takole. To je jagenjček, ne, beli. Vidim, da vam tudi figura gre. Pa Ravnikarju ste tudi v bistvu prišel prav zaradi risanja vas je noter potegnil, ne? Tako kot Ne? In to je bilo zdaj takole, ne. Ja. To je bilo belo, ne. Bel tale koža, ne, potem tale to. Tole je mogla biti lila svilena srajca, taka. Ej, Ne. si kar predstavljam. To so pa bile usnjene vijoličaste hlače, Ne, na zvonc. ja. Ki smo jih sami šivali. Vsi smo takrat, si mogel biti kitarist, pa hlače si mogel šivati. Ja, sej. Ne, taki časi so bili. Kdo bi pa na tej univerzi risanje? Vsak v seminarju svoj. Veš kaj? Ali bi imeli enega za predmet? Risanje, bi bilo v seminarju. risanje je, ko ti priješ v prostor, lahko si turist, pa ga občuduješ. Če si arhitekt, se pa moraš vprašati, zakaj ta prostor name tako učinkuje. Pa rečeš, jaz sem na nekem trgu, trgcu v Ljubljani. Ampak ker v ta trgec noter kuka Nebotičnik pa Ljubljanski grad, vem, da sem v Ljubljani. Ne? Se pravi, ta plastovitost, jaz, ko pridem noter kot arhitekt, moram razumeti, zakaj to. Rečem, to plastenje sekvenc je več kot ena sama sekvenca, ne? V tem slučaju. Ne? To pomeni, ko zdaj to narišem, pa to zraven si malo skiciram, pa napišem, mi ostane to v dolgoročnem spominu, kot nekaj, in potem pridem jaz, ne? Bitenc
ali pa Plečnik, ne, Ja. je kradil, menda je Iber, tiste cigarete, in je na škatlice, ki jih je potem risal te svoje, za pripombami. Isto je Ravnikar, ne, pa ta Bitenc, to je pa bil asistent od Mušiča, ne, še pa od Plečnika tudi, ne, je pa tudi ta isto, ne, je imel čez rumene prste potem. Ne, in ti potem, to potem imaš za gumico, tak, ne, spet takole. In ki sem imel nek problem, si to lepo brskal, aha. Holecek. To je risanje. Ja. Risanje ni neko risanje kar tako, Ja, ja. ampak risanje, beleženje Prostor. nekih občutij v prostoru in skozi risbo analiziranje, zakaj je to tako. Ker potem je to uporabno. Arhitekt ne riše kot slikar samo, da bi risba bila medij užitka, ampak riše kot orodje. Ja. Ne? To. Igrate šah? Ne. Aj, kaj prej ste šah omenil, Ne, smo. pa zdaj ne več. Ne, sem pa, ja, gledaj, veš kaj, jaz ti povem, da do svojega, tako mi rekel, no, da se ne bom zlagal, do 70. leta pred eno nisem šel spat, ampak delal. A res? Ja, gledaj, eno je šola. Ja. Moram reči, da čeprav je na ven izgledalo lahkotno, ne, da je to tako malo shecam, ker pač nisem človek, da bi trnudil, ne, Ja. veš. Ampak sem se zelo pripravljal, moram reči, ne. In potem je stroka, potem sem bil mestni arhitekt, ne, Ja. potem si mogel pisati članke, pa se dela to, potem si, skratka, ne, par življenj, pa še familijo si imel in tako, ne. In časa potem ni, ne. Pri meni se, midva s Koželjem ob 12. po noči, ko smo delali na tečaju, je bilo normalno, da so se klicali. Sem rekel, ti Koželj, sem rekel, kako si ti risal, ne? Da meni pa ne gre. Ker on je v horizontalno, je risal v merilu 1:200, ne? 1:200, gor pa 1:100. Sem rekel, mater, meni je tako tumpasta moja hiša, te pa tako elegantno pride, visoka. Ne? Veš? Kako? Kaj, v istem koordinatnem sistemu je dve različni Ja, uporabljal. je rekel pa, glej, vse je elegantno, glej, kako je to fajn, glej, kakšen krasen naraster je to, glej. Ne? Seveda, ker gor je imel, hiša je bila elegantna, ne, bila vitka, ne, meni je pa prišla taka tumpasta, ne. Še rekel, glej, meni je pa tumpasta. No in potem so ugotovili, da on ima 200, 1:200 spode, pa 1:100. In kaj mu je pa to pomagal pri natečaju? Zato, ker ni hotel imeti, nikoli ni hotel imeti krilobnega tega merilčka, ampak je vedno preračunaval. In vse je vedno vsekal, lej, A res? vedno. Ja, dobro. Nič. Tako, no, evo ti. Nič. Profesor Gabrielčič, jaz sem Eno tako temo, vesel, ne. da ste prišel tole sem. Ne. No. Moram priznati, da sem bil kar malo treme povabiti, ker kljub vsemu, jaz sem bil študent, ki ste bili že tam, pa tako in... Glej, Ampak zdaj je toliko desetletij že vmes minil, da sem rekel, ok, bom pa si drznil to narediti, pa fenomenalno. In imel sem tudi, jaz izmerno na tem malo upornika, kaj bom govoril, mislim, kaj bom približen vprašal, ampak se je tako lepo speljal, da niti s predstavitvijo nisem začel, lahko zdaj predstavim na koncu, ampak to bojo že ljudje vedeli. Res, No. ful, hvala, da sva tole naredila, to mi je, pa bo, ne? bo, super, hvala lepa. Prosim, hvala za povabilo, ne? Ja.